Živjo, Živijo. lep pozdrav iz Vižmarij. A veste, kje so Vižmarje? Včasih, ko so ljudje hodili proti Šmarni gori, so pogledali cerkev gor, ki je posvečena Mariji, pa so rekli: O, viš Marija! No, od tod ime Vižmarje, zdaj veste. To je med Šentvidom nad Ljubljano in Šmarno goro. Hotela sem vam v bistvu povedati, da tale korona čas jo je kar pošteno zagodel in praktično ustavil tempo življenja in postavil življenje na glavo. In je bilo treba sprejeti določene ukrepe, da smo življenje ohranili. In tudi nama se večkrat v odnosih zgodi korona. V odnosu med nama, v zakonu, in v odnosu z Bogom. In sva hvaležna, da sva pred leti, ko sva stopila na pot Diža, sprejela določene ukrepe, ki nama zdaj pomagajo. To pa, recimo, ti ukrepi so 100 dneva, Božja beseda, beseda med nami, družinska molitev, zakonska skupina, duhovni vikendi, seminarji in duhovni tedni za naju in za celo družino. In pa za naju skupne aktivnosti. Ko sem ugotovil, da otroke voziva okrog in za naju pa ni poskrbljeno, sem rekel, temu je treba narediti konec. In zdaj, ali bova porabila še 2-3 dni na teden, da bova vsak na svojem koncu, ali pa nekaj skupaj. Tako sva se odločila in šla plesati in premišljevati Božjo besedo enkrat na teden. In to nama je zdaj prav fajn pride. Nisva še uspela spucati enega prostora, da bi lahko zaplesala doma. Bo treba še eno korono, ampak Ja, je pa korona čas prinesel tudi dobre stvari. To so bili kar sicer na začetku stresno, ampak zdaj, ko gledam nazaj, pa prav fino. Eno izmed teh je, da smo lahko veliko časa skupaj. In če je posvečen čas tvoj jezik ljubezni, potem je to res zadetek v polno. Potem smo ustavili tempo življenja, tak en reset, tako ker po eni strani sem kar čutila, da je to treba narediti, ker se je vse preveč hitro odvijalo. In v tem času so vse obveznosti odpadle in smo res veliko časa imeli za stvari, ki jih do zdaj nismo mogli narediti. Lotili smo se torej opravil, ki so bile na zelo dolgi to-do listi. In ena izmed takih je vrt. Letos nam je uspelo čisto samim, brez pomoči starih staršev, urediti vrt, posaditi zelenjavo in zdaj čakamo, da bo kaj zrastel. Ja, ostalo nam je pa tudi veliko časa za skupne sprehode in kolesarjenja. Tega si prej nismo uspeli odtrgati. In zdaj, ko se ukrepi počasi rahljajo, je mene že kar malo strah, kako bomo to spet zmogli v tisti hiter tempo spraviti. In nas kar dobro nagovarja današnja Božja beseda. In sicer, kot midva razumeva to zadevo, nama Jezus sporoča, da nam je Bog poslal tolažnika, Svetega Duha, na katerega se lahko obrnemo pomoč, ko nas je strah. No, in če smo začeli z Marijo, pa še končajmo z njo. ja, v mesecu maju je naša družinska molitev še posebej posvečena šmarnicam in Mariji. Zelo nas nagovarja letošnje šmarnice, ki jih spremljamo še zaenkrat od doma.
Marijina imena. In nam je všeč Marijino ime, kraljica družine. Prosi za nas. Prosi za nas. In zato našo in vse družine priporočamo v Marijino varstvo. Prosi za nas.